Kaj je bilo tisto primarno vodilo pri izgradnji tega novega, pri risanju tega novega akvarija? Glede na to, kaj se je vse že v javnosti govorilo in glede na to, da park poznam zelo dobro, sam sem bil samorastnik, tabornik, oče in mama neprestano uporabljata park, tudi sam sem ga dosti, ker tu v bližini centra živim že celo življenje, bilo v bistvu glavno vodilo to, da integriramo objekt popolnoma v okolico. Se pravi, da parku ne odvzamemo parkovne površine, tiste, ki so v tem trenutku degradirane, da izboljšamo, da damo novo vsebino, ne samo akvarij, terarij, kot takšen, za katerega se plača vstopnina, ampak tudi se pravi za neke nove prostore, ki jih lahko vsi obiskovalci uporabljajo, ne glede na to, ali so kupili vstopnico ali ne. In v bistvu vse skupaj potem to v nek južno fasado, ki je edina pogleda ven, ki pa naj deluje moderno, naj bo to nek subtilen objekt, ki privlači za svojo podobo. V 50 letih bomo imeli spet novo pridobitev, novi akvarij, terarij. Kaj pomeni to za vas, kaj pomeni to za Maribor in pa za ta najmlajše? Nekaj fenomenalnega. To je, skoraj ni besed, da bi opisal, kaj se recimo danes pa oziroma v zadnjih dneh dogaja. Lahko pričakujemo tudi eno začrtano pot proti mariborskemu živalskemu vrtu? Ne, mislim, da ne bi imelo smisla, saj je Maribor edinstven na tem področju. Saj takšna združba akvaristike in teraristike je kar edinstvena tukaj v bližnjem srednjeevropskem prostoru in zakaj ne bi to tradicijo ostalo. Stara stavba je dotrajana. Kaj to pomeni, da se bo porušila in na tem mestu zgradila nova stavba za kavarno ali se bo ta obnovila? Stara stavba je zaščitena in seveda se bo obnovila v smislu kavarne, ki je na tem mestu že nekoč bila in bo skupaj z glasbenim paviljonom ustvarjala celoto, kot je živela do spremembe namembnosti za akvarij terarij.